ko nam vibracija pade. Vsem se nam lahko zgodi, da nam vibracija pade, da obupamo, da ne vidimo več izhoda. To je popolnoma človeško in normalno. Pomembno pa je, da se tega zavedamo in da čim prej poskušamo spet dvigniti svojo vibracijo. Ne dovolimo si, da bi se smilili sami sebi in dolgo ostali na nizki vibraciji. Ne dovolimo si, da bi dolgo trpeli in da bi nam bilo težko. Vedimo, da so znaki vse okoli nas, le videti jih moramo. Čudeži se dogajajo, le verjeti moramo vanje. Takrat, ko nam je najtežje, je pomembno, da nekoga vidimo, da nekaj slišimo, morda občutimo, nekaj, kar nam bo ponovno dvignilo našo vibracijo, ter nam vrnilo oziroma nazaj prineslo lepe občutke. Svojo energijo in svoj čas ne trošimo za stvarmi, ki nas delajo nesrečne in žalostne. Za stvarmi, ki nas delajo nesrečne. Za stvari, ki nam spuščajo našo vibracijo. Takrat je pomembno, da poslušamo pozitivne stvari, da morda molimo, meditiramo, čitamo ter se pogovarjamo z ljudmi, ki nam dvigajo vibracijo. Pogovarjamo se o takih stvarih, ki nas bogatijo ter nam prinašajo lepe občutke. Ne osredotočajmo se na informacije, ki nam prinašajo neprijetne občutke. Na nekaj, kar nam spušča našo vibracijo, na tisto, kar nam ne koristi, ter nam ne prinaša lepih občutkov. Ne glede na to, ali nam je ta trenutek težko in hudo in morda ne vidimo več izhoda, se poskušajmo zavedati, da vse mine in da nikoli nismo sami. Morda nam bo ta trenutek težko verjeti, vendar zaupajmo. Zaupajmo in vedimo, da nismo sami. Božja ljubezen je vedno z nami. Nikoli nismo sami, nismo prepuščeni, ter nismo zapuščeni. Nihče izmed nas, pa če se tega zavedamo ali ne. V teh najtežjih trenutkih je najpomembnejše, da najdemo vero, da najdemo nekaj, kar nas bo dvignilo iz tega, da zaupamo ter se zavedamo, da vse mine. Verjemimo, da dobro obstaja, boljše in tudi nam bo kmalu bolje.
Vse mine in tudi to bo minilo. Prav vsi lahko to dobro prepoznamo v sebi. Vsak od nas nosi v sebi že vse to. Nosimo v sebi ves potencial, le včasih moramo to še poiskati. Božja ljubezen je vedno tu, le mi jo morda še ne slišimo ter ne čutimo. Ko delamo na sebi, ko se naučimo prisluhniti sebi, ko se poslušamo, ko postanemo pozorni za znamenja, jih bomo zagotovo videli ter občutili. Čudeži so lahko na vsakem našem koraku. Ni nam potrebno, da gremo sami skozi življenje, pa čeprav imamo morda včasih ta občutek. Le bolje moramo odpreti svoje srce in kmalu bomo videli, koliko je vsega tu le za nas. Dojeli bomo, da nismo sami. Občutili bomo, da je vsa ta moč že v nas samih, le mi jo morda še ne vidimo ter ne občutimo. Vse, kar želimo, se nam lahko zgodi. Zdaj je le vprašanje, če si mi res to želimo. Če si res to želimo videti ter občutiti. Božja ljubezen, Božja energija je vse okoli nas ter v nas. Vsi lahko to spoznamo in to občutimo, le odločiti se moramo tako. Delajmo stvari, ki so nam všeč, stvari, ki nam prinesejo lepe ter prijetne občutke, stvari, ki nas bogatijo ter osrečujejo. Morda le zaprimo oči ter se poskušajmo zahvaliti za stvari, ki jih imamo. Že to, da smo živi, da lahko dihamo, da smo prisotni v tem trenutku, je velik čudež. Zahvalimo se za to ter občutimo to hvaležnost. Zdaj se pa poskušajmo še bolj zazreti v svoje srce. To je lahko kot neke vrste molitev, nekaj, kar nam mora biti všeč, nekaj, pri čemer uživamo. Pomembno je, da delamo to zaradi sebe, da delamo to zaradi svoje duše in ne zaradi drugih. Da delamo to zato, da se bomo mi dobro počutili, da bo nam lepo ter prijetno. Lahko se nam zgodi, da nam bo na začetku težko se uskladiti s seboj, da morda dvomimo v prisotnost Božje ljubezni, da je ne moremo takoj prepoznati.
vendar vztrajajmo ter delajmo na sebi. Prav vsi to zmoremo in znamo. Ne predajmo se, vztrajajmo. Ta trenutek se nam ni treba obremenjevati s tem, kje je ali če sploh je prisotna Božja ljubezen oziroma če sploh obstaja. Ne mučimo se s tem ter ne skrbimo. Le zaupajmo in verujmo in prišla bo sama od sebe. Ničesar ne delajmo na silo, le ohranimo vero in zgodilo se bo takrat, ko bomo najmanj pričakovali. Zgodilo se bo takrat, ko bo za to najboljši čas. Mnogokrat, ko nam je težko, ko nam vibracija pade, imamo le to željo oziroma potrebo, da bi nas nekdo poslušal, da bi nas nekdo slišal, da bi lahko nekomu zaupali svoje probleme, svoje težave in skrbi. Želimo si, da bi nas nekdo razumel ter slišal. To je morda vse, kar si želimo. Mnogokrat se pa zgodi, da ne najdemo takšnih ljudi takrat, ko bi jih potrebovali, ali so morda zavzeti in nimajo časa za nas. Morda nimamo take osebe, ki bi lahko vse to povedali ter si zaupali. Prav takrat je čas, ko se nam je potrebno obrniti k sebi, ko se lahko obrnemo k Bogu, ko je treba to poiskati v nas samih in ne ven iz nas. Bodimo hvaležni za vsak dan našega življenja. Bodimo hvaležni morda že zato, da lahko poslušamo ta posnetek. Morda gremo ta trenutek skozi težko obdobje v svojem življenju in nam je res neprijetno. Morda smo izgubili ljubljeno osebo ali pa imamo velike probleme. Smo morda osamljeni, zapuščeni, ustrahovani, trpinčeni, bolni in tako dalje. Vendar že samo to je nekaj, da lahko ta trenutek to poslušamo ter se začnemo zavedati svoje moči, je veliko. Naj bo naša motivacija, naša podpora, da bomo lahko šli dalje, naprej, da ne bomo nikoli obupali ter se predali, da gremo dalje kljub vsemu, kar se nam dogaja, kljub vsemu, kar ta trenutek doživljamo. Zavedajmo se, da bo vse minilo in tudi to najhuje bo minilo.
Pomembno je, da se trudimo, da gremo stran od tega, kar nam ne odgovarja, da se dvignemo iznad tega, ter da pri tem ne trpimo, ter ne mučimo sami sebe. S čudeži nas dobri Bog opominja, da je vedno z nami. Živimo, kot da je vsak dan čudež, kajti že življenje samo je čudež. Bodimo hvaležni, da je Božja ljubezen vedno tu, le za nas. Vedno smo bili, vedno smo in vedno bomo ljubljeni. Bodimo hvaležni za vse, kar se nam dogaja. Hvala tej čudoviti ljubezni. Hvala življenju.